Vse od 1. septembra je v knjižnici Antona Tomaža Linharta na ogled razstava v spomin Alenke Bole Vrabec in ta razstava je kar v 3 nadstropjih. Najprej dober dan in prav lepo pozdravljeni. Tako je, odločili smo se, da bomo ves december posvetili spominu Alenke Bole Vrabec. Pripravili smo razstavo in poizkušali zajeti njeno bogato življenje. Tako je v 3. nadstropju posvečena razstava njenemu sodelovanju s knjižnico. Alenka je bila pri nas ne samo strastna bralka in posledično obiskovalka, ampak je vodila številne literarne večere, številne pogovore, imela je zanimive goste. V tem 3. nadstropju so potem razstavljene tudi knjige, torej njeni prevodi iz španščine, njena avtorska dela, potem različne spremne besede in tako dalje. V 2. nadstropju razstavljamo njene karikature, kar 8 jih ima in se zahvaljujemo družini Vrabec, da nam jih je posodila in da se jih lahko vsi ogledamo. Prav zanimivo je pogledati, katere značilnosti so ujeli karikaturisti. V 2. nadstropju so tudi članki, ki jih je pisala ali pa so napisani o njej. V 1. nadstropju je razstavljena ena njena tipična obleka, v kateri je nastopala, v pritličju pa so slike, ki prikazujejo udejstvovanje Alenke v Radovljici, predvsem v Radovljici. Vodila je pustni sprevod, mnogo pogovorov v muzeju, gostila je Pen. Skratka, poizkušali smo res zajeti njeno bogato življenje, predvsem v zadnjih letih in pokazati Alenko tako, kakršno smo poznali in kakršno se bomo spominjali. Bila je gurmanka. Tako je, bila je gurmanka, poznamo jo po njenih kolumnah v Gorenjskem glasu, po posebnih receptih, kjer ni bil samo recept, ampak seveda tudi zgodbica. Poznana je zlasti po nekaterih kiših, kot jih je ona imenovala, to so različni narastki in enega od teh bomo poskusili tudi po zaključni slovesnosti. Manj znano pa je, da je Alenka Bole Vrabec imela tudi svoj koktajl in zelo, zelo ponosna je bila, da je Edin Halačević prav zanjo zmešal koktajl. Imenuje se ABV. Za vse tiste, ki bi radi recept koktajla oziroma kiš Lorena, kakor se reče današnjemu, so v knjižnici listki, pripravili smo nekaj listkov z odlomki iz njenih prevodov, pa seveda tudi oba recepta in tisti, ki pride in pogleda razstavo, si vse to lahko odnese. In to razstavo ste pripravili skupaj s fotografskim društvom, vaša knjižnica Antona Tomaža Linharta in pa Radovljiški muzej. Tako je. Oboji, tako muzeji, mi, kot seveda fotografsko društvo, smo imeli bogato dokumentarno gradivo in iz tega velikega bazena, iz tega dokumentarnega gradiva smo izbrali najboljše, najbolj povedne slike in jih predstavili javnosti.